Odlična reklama za ženski nogomet, derbi Ljubljane in Radomel Medeks je prinesel vse, kar si gledalec lahko želi. Vrsto lepih priložnosti in drama v zadnjih sekundah. Predsejšnji del oddaje bomo posvetili reprezentancam. Selektorico kadetske ekipe Anjo Milenković smo naredili analizo turnirja v Čatežu ob Savi. Tam je nastopila tudi napadalka, o kateri se bo še precej govorilo, Nela Gjergjek. Mladinska reprezentanca pa se v teh dneh mudi na kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo. Cilj je preboj v ligo više, spoznali bomo ustvarjalno napadalko Kajo Prelovšek. Medtem pa je članska ekipa odpotovala na Poljsko, kjer bo s prijateljsko tekmo zaključila leto 2025. Kadetska ženska reprezentanca je sklenila jesenski del kvalifikacij za nastop na Evropskem prvenstvu. Na žalost, domači teren v Čatežu ob Savi ni bil prizorišče napredovanja v Ligo A ter uvrstitev v naslednji cikel, ki bo potekal prihodnje leto. Namesto tega bodo naše kadetinje spomladi začele spet v Ligi B. Je sigurno razočaranje, ampak je pa res v bistvu zadovoljstvo, je pa še toliko večje, ker tako kot so igralke odigrale to tekmo, res jim lahko samo čestitam. Odigrale so super tekmo, držale se vseh dogovorov, ki smo jih imeli, delale to, kar smo trenirali že več mesecev in tako kot so one danes odigrale, res so lahko ponosne same nase, pokazale se, kako se igra za Slovenijo. V skupini so bile 3 reprezentance. Slovenija je začela obetavno in premagala Ferske otoke. Nato je sledila še tekma z Islandijo. Malo je manjkalo, da bi povedle, po 30 minutah pa so ostale z eno manj na zelenici. Ja, sigurno ta izključitev je malo prekrižana načrte, ker prvih 30 minut smo bili res zelo dobri v teh naših taktičnih idejah, smo bili zelo enakovredni, Islandiji bili nevarni, tudi imeli priložnosti, potem se je pač to izključitve igra nekoliko obrnila, ampak tako kot sem rekla, igralke so 90 minut se držale dogovorov, igrale srcem, prava energija in to je res super popotnica za njih, za naprej in tudi za te, ki za njimi prihajajo. Nogomet je šport in v športu štejejo zmage, vendar je pomembna tudi prehojena pot. Kadetska ekipa je na turnirju naredila korake naprej. Predvsem želim, da so one nase ponosne, ker so zdaj pokazale, kako lahko na zelo visokem nivoju, v zelo oteženih okoliščinah, proti močnemu nasprotniku igrajo zelo dobro in tako energetsko in voljni moment in tudi taktično. Tukaj lahko vsi, ki delamo z mladimi igralkami, vidimo, da imajo veliko rezerve, da če jih tudi malo mogoče daš iz cone obdobja, če jih sama atmosfera, sam nivo igre, če jih potegne ven, da je tukaj kar lep potencial. Na prvi pogled bi lahko bilo drugo mesto v skupini 3 ekip razočaranje, vendar so tako Ferski otoki kot Islandija zelo čvrsti ekipi. Predvsem Islandke imajo nogometno tradicijo. Pred 3 leti na Evropsko prvenstvo niso odšle le zaradi slabše gol razlike. Ja, ta skupina letos je bila res zelo zahtevna. Res padali smo skupino s Ferskimi otoki in Islandijo. Tudi Ferski otoki zelo dobra ekipa, Islandija pa itak sodi bolj v Ligo A kot v Ligo B. Zato je še toliko bolje, oziroma smo še toliko bolj zadovoljni, kako smo jim danes parirali, predvsem v teh prvih 30 minutah, ampak tudi potem z igralko manj, proti igralkam takega kova, z res tradicijo nogometno, so igralke, predvsem jaz sem res vesela za vsako posameznico, da je videla, v čem je dobra, pa kje ima tudi še neke stvari za popraviti, oziroma koliko je še prostora za napredek in jaz se res veselim tudi potem naprej z igralkami delati, videti, kam jih bo pot vodila. Pri nižjih reprezentančnih selekcijah se generacije hitro menjajo. 2 cikla in že je čas za selitev v starejšo kategorijo. Za vsako obdobje pa je pripravljen natančen načrt dela. Jaz, če gledam samo iz tega, kje smo mi začeli maja, ko smo se s to generacijo prvič zbrali in do zdaj ogromen napredek v nekih ekipnih elementih igre in pa tudi posameznice. Res, ko igralke dalj časa trenirajo, igrajo skupaj, kljub temu, da smo reprezentanci na vsake 3-4 mesece skupaj, v teh kvalifikacijah zdaj konkretno se je res videlo, praktično smo stvari, ideje, principe samo v igro dajale in one so to že dosti ponotranile, stvari so jim bile dosti bližje, že dosti bolj so razumele, dosti več časa smo to trenirali in je napredek ogromen. Tako da super za naprej. Poraz in zmaga ne prinašata prve lige, a z vsako odigrano minuto nogometašice dobivajo dragocene izkušnje. Želja selektorice ob koncu akcije je bila? Predvsem to, da
da upam, da so si dokazale, koliko več so sposobne, kot mogoče so same mislile, pa tudi to, da vidijo, da imajo še ogromno prostora za napredek, da se tukaj ne smejo ustaviti. Je res, da pač so si tudi danes, vsaj po mojem mnenju, zaslužile več, ampak tak je šport, včasih je krut in zdaj iz tega je treba priti čim močnejši in iti naprej čim bolj motivirano, pozitivno, z nekimi jasnimi cilji. Naslednje kvalifikacijske obveznosti bodo za kadetsko reprezentanco v prihodnjem letu. Nasprotnice bodo dobile po žrebu, ki bo na sporedu v začetku decembra. Do takrat pa na svet dekletom. To je pa vsakodnevno dobro delo, dober trenažni proces. Tukaj res vidimo preskok iz slovenskih lig na mednarodni nivo je ogromen. In je pač dosti teže vsak dan neko to konkurenčno okolje, kot je taka tekma, recimo vzpostavljati, ampak to je izziv za vse nas, ki delamo z mladimi in v reprezentancah, v nogometnem razredu, v klubih, da poskušamo te igralke čim bolje pripraviti, da so čim bolj pripravljene na tak nivo. Za kadetinje je konec z nastopi za leto 2025. Ta teden se bo v Ligo A poskusila uvrstiti mladinska reprezentanca, ki sodeluje v kvalifikacijski skupini 5, poleg domačinke Severne Makedonije, Azerbajdžana in Gruzije. Na uvodnem obračunu so naše zabeležile 3 točke za Azerbajdžanom. Prvo mesto pelje v Ligo A, more biti tudi drugo. 3. in 4. pomenita obstanek v Ligi B tudi v naslednjem ciklu. Pomemben člen mladinske reprezentance pa je članica Crkelj, Kaja Prelovšek. Začela sem nogomet trenirati pri 8 letih v Žaneku Radomlje. V Cerkljah še ni bila neka priložnost za napredek in tudi možnost zaigrati za člansko ligo, kjer tudi zdaj igram. V Cerkljah se je zdaj naša ekipa precej spremenila in sem tudi jaz prevzela veliko odgovornosti. Se mi zdi, da imam še kar veliko prostora za napredek in da je članska liga še kar velik preskok kot v 17, ampak se mi zdi, da se mi gre v redu. Veliko sem trenirala kot v nogometnem oddelku, pa v klubu in s tem je tudi prišla to znanje. Iz U17 do U19 je nek preskok, so igralke hitrejše, močnejše in se tudi jaz temu mogla prilagoditi. Sem pa tudi sama napredovala in sem zelo ponosna in vesela, da sem igralka med ostalimi. Enkrat bi rada zaigrala za A reprezentanco in rada bi tudi igrala v tej. Za kvalifikacije bi se rada uvrstila v Ligo. V tokratnem krogu je Prelovšek s soigralkami nastopila doma proti Kirurgiji Estetikal Aluminij. Žn Maribor je na nasprotni strani imel Krim Hubat. Žalec Trbovlje se je pomeril z Olimpijo. Tekma, ki ste jo lahko spremljali v spletnem prenosu, se je igrala na ljubljanski Iliriji. Srečala sta se Ljubljana in Radomlje Medex in še zadnji par Gažon Lelog proti Muri Nona. Počivalo je Primorje Tosla Nutri Cosmetics. Poglejmo si najzanimivejše trenutke tekme Ljubljane in Radomelj.
Ja, tekmo smo videli zelo zanimivo in napeto. Tudi videli se je, da smo prevladovali. In mislim, da smo si na koncu zaslužili tudi 1 točko. Bolj bi si zaslužili 3, ampak včasih ne gre. In jaz sem ful vesela, da sem dala ta gol. Ekipa me je spodbujala, vsi smo spodbujali vse. Na tej tekmi smo bili res pravi. Vse, kar je zmanjkalo, je bilo to, da smo pač samo še dali več golov. Jaz mislim, da smo naredili eno samo napako takoj v začetku, ampak ne glede na to, smo ostali pri naših principih. Mislim, da je danes, kdor je gledal tekmo, videl enosmerni promet, enosmerno igro. Prevladovali smo v bistvu skozi celotno srečanje. V prvem polčasu mogoče še malo se iskali, izbirali pogum za igro, ampak v drugem polčasu se je totalno videlo, da znamo igrati. Igrali smo, dobro smo jih preučili nasprotnice, ki so se postavili zelo dobro, ampak enostavno smo prihajali v priložnosti, zdaj točno ne vem, koliko jih je bilo, ampak enostavno moram biti zadovoljen in pa predvsem ponosen na punce, na njihovo željo, ki so jo pokazali, in pa predvsem, da so uspele vse, kar delamo na trening, prinesti v današnjo tekmo. Krim-Hubad je tesno na gostovanju z 2-1 premagal ŽN Maribor. 11 golov so žalcu Trbovljam natrosile igralke Olimpije. Derbi se je končal brez zmagovalca z dramo v zadnjih sekundah. Radomlje so iztržile točko pri vodilni ekipi prvenstva. Cerklje so doma premagale Kirurgijo Estetikal Aluminij z 2-0. Muranona je bila na gostovanju na Primorskem 7-0 boljša od Gažona Leloga. Na lestvici vodi Ljubljana, a jim je Muranona, ki ima sicer 2 tekmi manj, odščipnila 2 točki. Primorje Tosleno Trikosmetik se je kljub krugu počitka obdržalo na 3. mestu. Radomlje Medex so 4. Olimpija za rumenosrčnimi zaostaja 5 točk. Na 6. mestu je Krim-Hubad, nato pa nekoliko večja razlika. 8 točk prednosti imajo Ljubljančanke pred ŽN Maribor. Gažon Lelog jih je zbral 10, 9 jih imajo Cerklje, prav tako Kirurgija Estetikal Aluminij. Žalec Trbovlje 0. V tem vikendu ni ligaških tekem zaradi obveznosti reprezentance. Liga se vrača zadnjim krogom 6. decembra. Imeli bomo derbi vrha med Muronono in Ljubljano. Kirurgija Estetikal Aluminij bo igrala proti ŽN Maribor. Radomlje Medex z žalcem Trbovljami. Olimpija se bo soočila s Cerkljami, Krim bo doma pričakal Primorje Tosleno Trikosmetiks. Reprezentanci posvečen zadnji del oddaje pa začenjamo z golgeterko naslednje generacije, ki prihaja. Ana Milović, streli gol!
Danes je Ana Milović tista, ki skrbi za zadetke pri serijskih prekmurskih prvakinjah. Špela Kolbl, ki je zaradi poškodbe na prisilnem počitku, je v prvi ligi dosegla 314 golov. Tjaša Tibavt je na 337 prvoligaških tekmah 338krat zatresla mrežo nasprotnic. V Prekmurju torej izven serijskih streljk ni manjkalo. Če bo obdržala številke iz mlajših selekcij ter nadaljevala z igro, ki jo je prikazala tudi v reprezentanci, je naslednja na tem seznamu Nela Gjergek. Prihajam iz Goričkega in sem začela igrati pri klubu že neke zmagovalke Goričko. Trenutno več ne obstajajo, da sem nadaljevala pri Muri. Nogomet sem začela igrati, ker je moj ati pa dedica tudi igrala in sem že od malih nog bila navajena na žogo. In potem sem tudi začela igrati v mojem lokalnem klubu in me trda vaja, treningi so me pripeljali do, kjer sem zdaj. Igram z selekcijo U17, trenira me moj ati in pa še trener Robert Berendjaš. V tekmovanjih pod okriljem Nogometne zveze Slovenije je igrala eno sezono za Goričko, nato se je preselila v Muro. Čeprav na začetku sploh ni bila napadalka, danes njenih številk pri doseženih zadetkih ne moremo spregledati. Že lani je nastopala v selekciji kadetin, v malem finalu lige U15 pa je na 2 tekmah proti Radomljam Medex dosegla 5 golov ter črno-belim prinesla bronasto odličje. Mojo prvo tekmo sem igrala pri 6 letih kot štoper, ampak jaz sem potem tudi šla z sredine, tudi napad, špico sem pa začela igrati lani. Mislim, da mi je res leži, tudi vem, kje se postaviti, vem zaviti gol, se počutim super. V trenerskem štabu Murašic najdemo Nelinega očeta. Nogomet je v družini Gjergek torej ves čas prisoten. Pa je zanimivo, dokaj zanimivo, pestro, ampak mi tudi zelo pomaga kot igralki in mi daje zelo veliko nasvetov, super je. V vsaki tekmi mi vedno nekaj pove, pa si veliko zapomni, tako mi zelo pomaga. V slovenski ženski ligi imamo ogromno mladih igralk, ki debitirajo za prvo ekipo takoj, ko dopolnijo 16 let. Nela bo morala na svoj trenutek še nekoliko počakati, je namreč generacija 2010. Obiskujem ekonomsko gimnazijo v Murski Soboti. Mi res veliko pomagajo, se pravi, prvi letnik obiskujem in mi zelo veliko pomagajo, kaj se tiče ocenjevanj in pošiljajo mi tudi naloge. Mi je res v redu. Ja. V mlajših selekcijah aktivna na zelenici, ko igrajo članice, pa je zvesta navijačica črno-belih. Shodim na vsako tekmo, ki lahko, ja. Od malih nog sem se zgledovala Lionel Messija. Zdaj pa se moram postaviti bolj na realne noge in mi je vzor Sara Maković in Špela Kolbl. Minutaže in pa izkušenj, to pa zdaj nova priložnost in Kolblova tudi ona trese mrežo. Res mi je všeč njivani stil igranja, tudi igrala sta obe za Muri. Trenutno so obe poškodovani in mi je všeč tisto, ko se vedno straja tako poškodbi. Tudi na dres s slovenskim grbom se je že privadila. Čeprav je bil kvalifikacijski cikel U17, ki se je pred nekaj dnevi odvil v Čatežu ob Savi njen prvi, je v selekciji U16, ki nastopale na prijateljskih obračunih, že imela čast prisluhniti slovenski himni. Res neverjetno, tudi med tem, ko poješ himno, neverjetne občutke, ponosna sem. Ja. Prisluhniti himni, nato pa še zabiti gol. 2 od najlepših nogometnih občutkov. Res fenomenalni, veselje, pa tudi sploh zdaj na reprezentanci, tisti je pomoč, sem pomagala ekipi, super je. Vrata v svet nogometa so ji na stežaj odprta, ima nešteto možnosti. Prehojena pot je prava, če bo nadaljevala z enakim pristopom, bomo o njej še veliko slišali. Želim nadaljevati tako kot zdaj. Cilj mi je tudi članice pri Muri in A reprezentanca v Sloveniji. Takrat mislim, da res, to je tisti en cilj, ki sem si ga zadala, pa tudi kakšna tujina. Še nekaj sezon bo morala Gjergek marljivo delati, če bo želela priti do članske reprezentance, ki se v tem tednu mudi na prijateljskem gostovanju na Poljskem. Srečanje z domačinkami bo dober test pred sila pestrim letom 2026. Poljakinje so 26. reprezentanca na svetu in letos so prvič igrale na Evropskem prvenstvu ter osvojile 12. mesto. Vsi vemo, da je naslednja tekma za Poljsko začetek lige A narodov, tako da
Kaj pričakujem? Pričakujem še en korak naprej, dobro igro in tako, pač mi vedno gremo na zmago. Vsekakor je fino, da imamo prijateljske tekme tudi proti kvalitetnim nasprotnikom, mogoče na papirju proti kvalitetnejšim od nas, tako da vsekakor bo to super izkušnja. Poljakinje so igrale v Ligi A, plus tega so igrale na Evropskem prvenstvu, tako da nasprotnik več kot po meri in jaz mislim, da je idealna priložnost, da vidimo, kje smo pred Ligo narodov. Ja, pričakujem, da bomo igrali tako, kot znamo, da bomo čvrste, agresivne in pa zmago. Več o dvoboju pa v prihodnji oddaji.